Podjetje Impol letos praznuje 200. obletnico delovanja. Vodstvo podjetja je ob častitljivem jubileju pripravilo tudi novinarsko konferenco, na kateri so predstavili poslovanje in naložbe skupine Impol. Za 200 let smo sami sebi poklonili eno darilo, in sicer zgradili smo nov vhod, pa mogoče smo izkoristili teh 200 let, da smo rekli, da si damo darilo. Dejstvo pa je, da Impol kot dobavitelj posameznim branžam mora izpolnjevati neke standarde. V tem primeru gre za standard TISAX, kjer moramo popolnoma imeti pod nadzorom vse vstope in izstope v industrijsko cono. Pravila tudi obstajajo, kaj se tiče lokacije finančne službe, kaj se tiče lokacije kadrovske službe, kaj se tiče postavitve projektorjev, tako tu vidite. To so vse neki novi standardi, ki jih mi moramo vpeljevati, če želimo biti dobavitelj posameznim industrijam. In se pravi, ta nov vhod, ki je tudi bil potrebno obnove, tega se vsi zavedamo, smo vpeljali tudi te nove standarde nadzora, vhoda in izhoda v industrijsko cono. Ostalega nekaj večjega, takega v industrijski coni, morda, da sem pozabil, bom rekel, v letošnjem letu, vse ostalo, ta največji rast se je zgodila v sami finalizaciji, kjer smo zgradili te 3 hale. To je zdaj že kar, bom rekel, 2-3 leta mislim, da deluje. Ni nič tako velikega. Seveda naša naloga je, da dobiček vedno ostane, ker mora ostati, če želimo nadaljevati z razvojem samega podjetja. Nismo pa na tistih rezultatih, ko bi si jih mi želeli. Gibljemo se tam okrog 80%, 85% tistega, kaj smo pričakovali. Dejstvo je, da cene na trgu padajo tako hitro, da jih je nemogoče pokriti z zmanjšanjem stroškov na drugi strani. To je nemogoče. To, kaj je zdaj na trgu, taki, ko so zdaj pritiski, mi smo zdaj v neki fazi že pogajanja za leto 2026. Mi smo šokirani, moram reči, tak je pritisk na cene.